Spoštovane poslušalke, poslušalci, pozdravljeni v drugem dnevu pohoda skozi institucije, po katerem marširate z aktualno politično redakcijo Radia Študent. Včeraj smo že imeli 3 okrogle mize v Švicariji, tudi danes jih lahko pridete obiskati po 4. uri. No, danes pa začenjamo s pogovorom o etru, in sicer z oddajo, ki smo jo malo šaljivo naslovili Samo cash, pogovor z bivšimi finančnimi ministri. No, z nami so, pa jih bom kar naštel potem, kako so nastopali mandat. Najprej tukaj Anton Rob, ki je bil finančni minister od leta 2000 do 2002, potem pa tudi predsednik vlade v naslednjih 2 letih. Dober dan, pozdravljen. Potem je z nami dr. Dušan Mramor, ki je nasledil gospoda Ropa na mestu finančnega ministra in potem je bil še enkrat minister v vladi Mira Cerarja od 2014 do 2016. Pozdrav tudi z moje strani. Dr. France Križanič, ki je bil minister od leta 2008 do 2011 v vladi Boruta Pahorja. Dobar dan. In pa Janez Šuštaršič, ki je bil finančni minister od leta 2002 do 2003 v vladi Janeza Janše. 2012 pa res, ja. Ja, pardon. Ja, ok, lep pozdrav. Ok, če začnemo, še to bi lahko povedala, ne okroglo mizo pa vodva Gal Krizmanič in Matej Cviter. Če začnemo z enim takim splošnim vprašanjem, kako izgleda delo finančnega ministra. Doskrat si to predstavljamo, da finančni minister je nek državni zakladnik, ki ima ogromno moč nad praktično vsemi funkcijami države, s tem, da usmerja finance. Zdaj po drugi strani vemo, da obstajajo neke omejitve trga in pa da obstajajo neke omejitve na čist političnem parketu. Vsaka koalicijska stranka ima neke svoje apetite. Če lahko mogoče reflektirate malo nazaj, pa se tudi mogoče primerjate med sabo, koliko ima v resnici moči finančni minister pri postavljanju prioritet? Odvisno od finančnega ministra. Čeprav je ta funkcija, bi rekel, izjemno nehvaležna, zaradi tega, ker jaz večkrat rečem, da na eni strani ti noben noče nič dati, na drugi strani pa vsak hoče od tebe imeti, to se pravi vsi imeti Scilo in Karibdo, na eni strani pobrati pravzaprav z davki in prispevki ustrezno količino denarja, ki se potem naj bi na najbolj pameten način razporedila. Seveda to prinaša tudi določeno moč pri razporejanju in je pa pač precej to odvisno od tega, v kakšen položaj se postavi finančni minister in koliko mu premier pusti, po domače povedan. Ja, mislim, če lahko še torej veliko vidikov te službe. Ne? Ena, mogoče zelo pozitivna, ali pa taka pozitivna plat tega je, da za vsakogar, ki se je ukvarjal ali pa se ukvarja z makroekonomijo, s financami in tako naprej, je to neka funkcija, ki ti iz prve vrste parterja te porine v to življenje, ta živ organizem ekonomski. In seveda to je izjemno zanimivo za nekoga, ki ga zanima makroekonomija in finance, ker res v praksi vidiš, kako država funkcionira na področju financ, pa tudi ekonomije, pa tudi prioritet. Kar pa se tiče položaja ministra za finance, se strinjam. V bistvu je v temelju odvisen od odnosa med predsednikom vlade pa ministrom za finance, od stopnje zaupanja, ki ga predsednik vlade daje ministru za finance, po eni strani, po drugi strani pa tudi objektivno od politične moči, ki jo ima posamezen minister za finance. Torej, če minister za finance ima avtoriteto in če ima veliko prioriteto, se lahko celo zgodi, da je minister za finance lahko bolj pomemben ali pa da bolj pomembno odloča, ker se na področju financ, pa tudi prioritet vlade od samega predsednika vlade. In to seveda zelo niha in je res odvisno od tega, v kakšnem odnosu sta te dva, kakšen je minister za finance in tudi, rekel, kakšne so naloge ministra za finance v posamezni vladi, ker te vloge se izjemno spreminjajo. In zdaj, če nas pogledate, smo ena zanimiva mavrica ministrov, na nek način
enega ministra za finance, ki je bil pred vstopom v evroobmočje in pred vstopom v EU, drugega, ki je pelil praktično Slovenijo v evroobmočje, potem ministra za finance, ki je bil krizni minister, ne, in je bil soočen čist z drugimi problemi, in potem seveda enega ministra, ki je bil seveda tudi v relativno zelo specifičnih časih, pa bo sam povedal, kako je takrat to izgledalo. Torej, vsak ima svojo zgodbo, nedvomno. No, ampak ja, recimo v vaših zgodbah, kdo, to je mogoče ne nanaša se toliko na vaše obdobje, recimo, ampak kdo se pogaja s Karlom Erjavcem, ne? A ste to vi, ali je to predsednik vlade, naprimer? Oziroma, koliko ste si recimo vi vzeli te moči znotraj vlade? Pa Karel je najbolj enostaven od vseh. On ima eno največ dve zahtevi. Če ve, da je kriza, je včasih celo skromen pri teh zahtevah, ker od katerih je eno od teh dveh je ta, da je zunanji minister. Ne, pa ni bil vedno zunanji minister, v imenu funkcije. Že. Eno od teh je, da je minister, druga je pa, da so za pokojnice kaj preveč, da sem kaj dal, pa da si vsaj preveč vzame, odvisno od razmer. Karel ni tako problematičen, ne? So pa drugi, ne? Tam je pa, mislim, znotraj vlade seveda je finančni minister tisti, ki se pogovarja z drugimi ministri, čeprav mislim, da je to pri nas v bistvu zelo dobro organizirano v Sloveniji že ves čas, tudi ko se z drugimi državami primerjamo, ker v tem proračunskem sektorju na financah, za razliko od kakšnega drugega sektorja, recimo davčnega, veliko ljudi kaj vejo, ne? In poznajo politike na različnih ministrstvih in že oni upravijo ta prvo čiščenje, a ne pa proračun se dela od zgoraj in vzdolj po nekih pravilih in tako naprej, tako na koncu stane. Zato politično usklajevanje je v bistvu par večjih ali pa par tistih stvari, ki so problematične. Ne? Ampak sicer so pa po mojem pomembnejša pogajanja, recimo o plačah v javnem sektorju, sindikati, tudi o kakšnih drugih stvareh, ne samo glede proračuna, ampak sploh glede naprimer ekonomske politike, ne? Strukturnih reform. Tam je ekonomsko-socialni svet najpomembnejši. Tam ponavadi ne vodi finančni minister teh pogajanj, ampak je minister za delo tisti, ki prvi predstavlja vlado, finančni minister pa zraven hod, ali pa njegovi ljudje pa računajo, pa opozarjajo na omejitve. To je ena čudna funkcija, ne? Ker v resnici nisi pristojen za nobeno politiko, razen v bankah, pa na davčnem področju, sicer pa za te politike, ki jih razumemo kot neke strukturne reforme ali spodbujanje gospodarstva, urejanje trga dela in tako naprej, so pa drugi pristojni, ne? In potem je se tukaj čas možno sklejevanje tudi okrog vsebine politik, včasih pa ne. Križanič, kakšno je bilo vaše? To se pravi, vprašanje je, kakšen je pomen finančnega ministra. Ja, in v bistvu do kere mere si... Z enim stavkom, pomen finančnega ministra je velik. Vsaki vladi. In odloča praktično, a vlada kako deluje in kje deluje. Ne. Zdaj, če gremo na gospoda Erjavca, v naši vladi bil seveda žrtev spletk, to je bilo očitno, najprej so mu nek proces organizirali, potem so mu nastavili računsko sodišče in tako naprej. Ne. Tako da je bil žrtev, v bistvu je odstopil. Ne. Jaz sem bil podobna žrtev, samo nisem odstopil, ta bila razlika. To je razlika v moči takrat bila. Če ne bi imel, bi enako odrinili, kot so njega. Vse mene so pol kasneje, ampak pač takrat ne. Mogoče vi, gospod Rop, zdaj povedali, vi ste bili minister še takrat, ko smo imeli tolar, ko smo imeli svojo valuto, najbolj ste takrat govorili tudi veliko z centralno banko. Kako je bilo takrat? No? Mi smo v bistvu, v mojem času smo praktično bili že v območju fiksiranega tečaja in smo praktično že prevzemali evro, tako da s prihodom Dušana Mramorja smo v bistvu pripravili program za vstop v ERM2 in potem tudi vstopili v ERM2, tako da v bistvu, kar se tiče same tečajne politike,
banke, ne, kot enega od inštrumentov ekonomske politike, že v mojem času bila to relativno marginalna politika za Slovenijo in za slovenske razmere. In v bistvu tudi nismo dosti na njo računali. Treba se pa zavedati, da v času, ko sem bil jaz minister za finance, je bila situacija relativno ugodna, ne, in smo pravzaprav si lahko, ne, prvošli marsikaj v tem smislu, da smo lahko kakšne prioritete posebej poudarjali, da smo lahko imeli kakšne izdatke, za katere smo verjeli, da so izjemno koristni in dolgoročno dobri, ne. Smo pa prej naredili prostor, ne? Jaz sem bil prej minister za delo, ker je bilo prej govora in sem vodil pokojninsko reformo, ne? To je bila pa zelo težka zadeva in smo v bistvu delali v času, ko situacija ni bila tako zelo ugodna, ne? So bile pa to strašanske turbulence, ne? Pride do korenite reforme in moram reči, da sva z tedanjim ministrom za finance zelo tesno sodelovala. To je bil seveda Mitja Gaspari in je bil ravno tako pomemben kot jaz. Če sem jaz bil v prvih frontnih vrstah, je seveda on kot minister za finance tisti bil, ki je dal na koncu zeleno luč, da smo šli naprej ali pa ne, in sem se dostikrat mogel pogajati s sindikati, s predstavniki delodajalcev, delojemalcev in s ministrom za finance. Tako da sem seveda zelo dobro razumel, ko sem sam nastopil to funkcijo, ne, kakšne so omejitve ministra za finance in seveda tudi kakšne so želje posameznih ministrov, ki seveda pritiskajo in navijajo za svoje prioritete, kar je normalno, ne. Naloga predsednika vlade pa ministra za finance na koncu pa je, da poskušata, ne, najdeti neko ravnotežje, ne, da poskušata podpreti nekatere za državo pomembne prioritete, ne, in seveda zelo pomembno je, da ne padeta pod vpliv populizma, ne, skratka, da ne poč na nekaterih področjih, ker to se je kar dogaja v kasnejših letih na marsikaterem področju, ampak to bomo kasneje lahko diskutirali, da bomo malo bolj polemični, pa malo bolj zanimivi. Ne. Ja. Ampak takrat, ko ste bili vi minister, ne, smo se še veliko ukvarjali z inflacijo, ne, bila nekih 9%. Danes finančno ministrstvo, koliko razumem, se bolj malo z inflacijo ukvarja. Ja, takrat smo mi bili neke vrste watchdog. Mi smo si cel sistem naštimali, da smo tako imenovane regulirane cene lahko nadzirali in jih postopoma usklajevali. To je v bistvu na tistih sektorjih, ki so tako imenovani netržni sektorji. To je bil tudi eden od temeljnih, bi rekel, projektov, ki smo ga delali do vstopa v ERM2, ne, ko smo mogli fiksirati te relativne cene netržnega sektorja, ne, in jih uskladiti na nek nivo, ki je omogočil Sloveniji neko normalno mednarodno primerljivost, pa mednarodno konkurenčnost in možnost za preživetje v območju evra. Ne. Mi smo seveda imeli projekte in smo postopoma seveda dinamiko povečevanja teh cen, zlasti pa disproporce na posameznih področjih poskušali, kot smo vedeli in seveda znali in zmogli usklajevati in optimizirati. No, to je bila tudi veliko vaša naloga, ne, gospod Pravor? Ja, tukaj on je finiš delal. Tukaj se prekrivava zaradi tega, ker on je bil pač moj premier takrat, ko sem jaz nastopil. Tako da se verjetno ne spomnim več točno, kaj je delal kot minister, pa kaj potem kot premier. Ne, jaz se dobro spomnim, bom kaj povedala, ker je zanimivega za ljudi. No, skratka, takrat, ko sem jaz prevzel, je bila inflacija 7,8% in če smo mi želeli 7,2, pardon. In če smo želeli priti v evro oziroma v ERM2, se je morala spustiti na približno 2,5 do 2,8%. In to smo morali narediti, ker sem pač postal minister konec 2002 do vstopa v ERM2, ki je bil junija 2004 v 2 letih. Tako da naloga je bila, bi rekel, izjemno zahtevna. Ja, te v bistvu cene v nemenjalnem sektorju, tako imenovani, ki ni pod tržnim pritiskom, so bile en glavnih razlogov, so bili pa še drugi in mi smo skupaj z centralno banko pravzaprav sploh dizajnirali eno zelo, bi rekel, zelo obsežno politiko ukrepov za zniževanje inflacije in moram reči, da je ta politika izjemno prijela, ker smo v manj kot 2 letih spravili inflacijo iz 7,2 na 2,8%, kar nam je omogočalo potem vstop v ERM2. Je bilo pa to obdobje seveda popolnoma drugačno kot to obdobje ta drugo, ko sem bil minister, kjer je pa bil problem ne, da bi bilo pregreto gospodarstvo, kot je bilo takrat,
ker ko smo vstopali, seveda smo izboljševali bonitete. Slovenija je prišla na zemljevid in je postala izjemno zanimiva, zaradi tega seveda je bilo zelo veliko pritoka tujega kapitala in tako naprej. In je bilo treba v bistvu to neutralizirati in spraviti inflacijo v tiste okvire, ki so bili zahtevani za vstop v evroobmočje. No, ampak zdaj v drugem mandatu sem pa prišel v bistvu v popolnoma drugo situacijo krize, ker tiste je bila situacija, kjer je pač vse gorelo, tukaj je bila pa kriza in je bilo treba popolnoma drugače zagrabiti. Inflacija sploh ni bila več problem. Problem je bil deflacija, ki smo jo imeli v letih 2015, 16, tudi 14, mislim, da je bilo nekaj. Tako da tukaj je bilo treba popolnoma drugo politiko zagrabiti in prav ta obrat je bil zanimiv iz nekoga, ki špara, ki je v bistvu zelo varčevalen, v nekoga, ki poskuša kljub vsem pravilom, ki ga silijo v šparanje, pospešiti pa stimulirati gospodarstvo, da bi spet rastel. Zdaj, vmes med tema dvema obdobjema je bilo obdobje, na katerega ste vi verjetno ciljali, pa do katerega ste tudi vi zelo kritični, se pravi ekonomska politika prve Janševe vlade. A vlada tukaj nek konsens med vami, da je bila to takrat napačna politika, se pravi prociklična? Ja, jaz mislim, da se med tremi, če med štirimi bomo videli. Ja, pa jaz seveda ne, zdaj, če pogledamo izračune, ti zelo jasno kaže, da bi takrat moral biti presežek večji, kot je bil, čeprav je bil prvič. To je težko sproti ocenjevati, takrat se je zgodilo kar nekaj stvari hkrati, ki niso bile toliko zelo po moje pričakovane. Ena je bila ta vstop v prvič evroobmočje, mislim, v Evropsko unijo, ki je zelo povečal investicije v Slovenijo, potem pa še to približevanje ERM-ja, ker so obrestne mere recimo za podjetja padle za nekih 6–2%, in potem mislim, da silen boom investicij, boom izvoza tudi v te ostale nove države članice. Vse to je zelo zagnalo gospodarstvo. In seveda, ja, to je pregrevanje in edina stvar, ki bi jo takrat proračun moral narediti, je to, da bi imel večji presežek, kot ga imel. Glede tega, mislim, da se vsi štiri strinjamo. Edino, kar bi jaz rekel, je, da je bilo to pričakovano. Ker sem jaz pripravil, ko sem predajal finančno ministrstvo, mislim, da je bilo 361 do 362 strani analiza, kje smo, kaj lahko pričakujemo, in točno to je bilo vse noter. Nažalost je ta analiza občepela v predalu, tako kot so mi tako rekli na ministrstvu moji sodelavci, da sem neumen, kad to delam, ker noben ne bo bral. Jaz bi toliko rekel, da v tistem obdobju smo znižali davke, in sicer dohodnino, davek od dobička, po domače povedano, to je davek od dohodka pravnih oseb počeno, in odpravili smo davek na izplačane plače s skupnim učinkom takrat 2,6% BDP-ja ali pa 900 milijonov evrov, in seveda je to velika konjunktura zakrila, potem ustvarjajo pa tako imen strukturni primanjkljaj, ki je potem udaril na dan, ko se je konjunktura nehala. In treba je tudi povedati, da je Mednarodni denarni sklad delegacija odsvetovala, zelo s povzdignjenim glasom je odsvetovala, to so mi pač sodelavci povedali, pa vendarle so šli v ta projekt. Sredi zelo hitre rasti so še dodatno davke zniževali, kar je jasno, da to že po neki keynesijanski teoriji mora pripeljati v inflacijo, in je pripeljali do približno 8% inflacije, poslabšala se konkurenčnost, ni rasel sam izvoz, še bolj je rasel uvoz, da smo imeli primanjkljaj na tekočem računu in primanjkljaj jasno med trgovinski bilanci. Tako da je bila zadeva kompletno razmajana, bi se reklo. Z razmajanim gospodarstvom smo šli v krizo. V bistvu je treba zadevo videti v mednarodnem okolju. Pravzaprav je bilo vse kup držav v tistem času, ko je prihajalo do padanja obrestnih mer in seveda relativno velikega priliva kapitala iz tako imenovanih severnoevropskih držav, najbolj razvitih držav,
v relativno podobni situaciji kot Slovenija. Skratka, prihajalo je do veliko pocen kapitala, priliva in pregrevanja, v odvisnosti od tega, kakšen tip gospodarstva je bil. Če je bilo gospodarstvo temeljilo na gradbeništvu, pa domačem trgu in tako naprej, je bilo to ekstremno slabo, ker so seveda nastali veliki baloni. Naprimer, tak primer je bila Španija, je bila Portugalska, Grčija je drug primer, ker je šlo za v bistvu proračunsko krizo, ko je kriza nastopila. In te države, tako imane južne Evrope, so pravzaprav drvele v neko krizo, popolnoma nepripravljene in cepljene na anomalije, ki jih je delala domača ekonomska politika. Pa nas je ta domača ekonomska politika seveda to počela brez vsake pameti, pregrevala dodatno gospodarstvo. Tako je prišlo do presežkov na področju plačilne bilance in zadolževanja privatnega sektorja, bank in podobno. In to je bilo potem gnezdo teh NPL-ov, non-performing loans, ki so bili razpeti tudi v Sloveniji po celem gospodarstvu. Ampak poleg tega je še država pregrevala celotno gospodarstvo, kaj sem jaz, ki sem naprimer bil zadolžen, včasih sem bil minister za delo, za pokojninsko reformo, sem seveda z odprtimi usti in očmi gledal, kako se tedanja vlada odločala za navidezno zelo lep ukrep, ki bi ga lahko vsak podprl, da takoj, ko pride, poveča pokojnine. Pri čemer je jasno, da demografske vse simulacije in projekcije za Slovenijo kažejo, da bo čez 10, 20, 30 let v težki krizi, demografski krizi in velikih problemih na področju pokojnine. In to vrstni populistični ukrepi so seveda dodatno pospešili pregrevanje gospodarstva. Na srečo, naprimer, ideja o tem, da bi otok delali takrat, ker je bilo toliko denarja v Sloveniji, še en otok zgradili, ni uspela, ampak to se je na koncu zrcalilo v bistveno bolj poglobljeni ekonomski krizi, v katero je Slovenija padla, v tako imenovani dvojni V in praktično največjo negativna gospodarska rast, mislim, da je bila druga največja negativna gospodarska, minus 7, ne vem koliko, je bila na letnem nivoju. In je v bistvu naslednja vlada, ki je prišla, bila nekak žrtev te populistične politike predhodne in je mogla gasiti požar, ki je seveda gorel z veliko hitrostjo in bila v relativno zelo, zelo težki situaciji. To je seveda gospod Križanič je takrat bil na čelu teh borcev proti krizi, ki se je tedaj v Sloveniji poglobila ekstremno. Seveda, velik plus naslednje vlade, pa seveda ta, po moji oceni, da je onemogočila trojki, da bi prišla v Slovenijo iz po moje oceni seveda neumnimi ukrepi, ki so bili pripravljeni, to govorim zato, da bi sprovociral to omizje. Prejšnji teden sem imel tako diskusijo namreč v Varšavi, so me Poljaki povabili, da sem diskutiral o tem, ali se priporoča Poljakom vstop v evroobmočje ali ne. In seveda je v bistvu bilo vse pripravljeno za to, da je ta kriza tako splantela, kot je, in seveda z rešitvami, ki so v bistvu pomenile reševanje nemških, francoskih bank, in seveda največjih kreditodajalcev evropskih v času pred krizo, na račun davkoplačevalcev v južno tako imenovanih evropskih državah. Slovenija se je temu deloma na srečo izognila, tudi zaradi, bi rekel, trdnosti vlade, ki je svojo politiko poskušala narediti, kar je naredila in je naredila takrat seveda dober posel, razen na enem področju, ampak da nam preveč provociral, bom to kasneje povedal nekaj. Gospod Križanič, mislim, da je to valjda vas letel, da takrat ste v času vaše vlade Slovenija dala posojilo Grčiji. Ne, nisem mislil to posojilo. Tisto bomo dobili nazaj. In to z obrestmi, tako da bomo nekaj še celo, sicer je gospod Šuštaršič zmanjšal to obrestno mero, ampak to je fair, za velikim dolžnikom treba malo pomagati. Kljub samo, neto obresti so pozitivne. In to je tisti denar, ki ga da tako imenovan the creditor of last resource, kreditor na zadnji ravni. Mi smo simulirali centralno banko Evrope, ki takrat tega ni igrala, zdaj pa to dela že. In ta nikdar ne odpisuje svojih. Mednarodni denarni sklad, ko pomaga, nikdar ne tle vprašate profesorja, ki to uči, ne odpisuje svojih kreditov. Ima tako imenovani preferred creditor status, se temu reče, preferiran kreditni status. In kako so recimo, kdaj, ko ste vi prišli, se mi zdi, da takrat iste se pravi, volitve so bile, mislim, da isti teden ali pa približno 10 dni od zloma tega Lehman Brothers banke, In recimo, ko ste vi pač formirali vlado, kdaj ste vi ugotovili, kaj vas čaka in kako so potem te pogovori recimo na evropski ravni potekali? To je
To je zanimivo vprašanje. Ja. Mi smo to takoj opazili, ker je to gospodarstvo je zamrzljeno v enem tednu, svetovno gospodarstvo. Svetovni kreditni trg je zamrznil in z njim potem je padel izvoz, in s tem je začel za slovensko gospodarstvo začel cel kolaps in mi smo takoj začeli z ukrepi tako za zaščito bank, kot za zaščito gospodarstva. Ne vem, če veste, da je Gorenje dobivalo več kot pol leta sredstva za plače, da je lahko pol leta stalo in čakalo, da se jim trg nazaj. Vzpostavljeno celo vrsto je bilo takih podjetij, ki so to vrstno pomoč dobila. Jasno, banke smo zaščitili z garancijami, preprečili, da bi prišlo do bega varčevalcev v banke in tako naprej, dodatno garantirali, da so nastopili na trgu. Sami smo nastopili na trgu, nastopali smo tako, da smo dolgo časa prodajali obveznico, nismo objavili, kdaj bomo nehali, ne, ker nismo vedeli, a bo zaupanje ali ne bo zaupanje. In s časoma se je to zaupanje vzpostavilo. Vzpostavilo se je zato, ker so verjeli v izvozno moč slovenskega gospodarstva, ker izvoz prinaša prihranke, potem presežek je v bistvu makroekonomski prihranek in ta presežek potem v zunanji trgovinski bilanci daje neke, oziroma na tekočem računu daje bolj neke osnove, da bo denar tudi vrnjen, ker pomeni, da so prihranki in to smo vzpostavili te razmere. Treba je reči, da smo v tem času začeli voditi evropsko razvojno politiko in tle je imel velike zasluge tu vabljeni in žal neprisotni Mitja Gaspari. On je tudi neke vrste erudit, ideje, dobre ideje ima v tem smislu. Takrat so se začeli evropska sredstva plasirati v gospodarstvo za posamezne razvojne projekte, bodi si za male podjetnike, start-upe, bodi si pri večjih za laboratorije in tako naprej. Največ jih je počrpalo v našem času Krka, naprimer. Krka se je takrat bistveno ukrepila znotraj svojega, pa tudi celo vrsta ostalih podjetij, ala Kolektor, Hidrija in tako naprej so postali bistveno pomembnejši, so si povečali tržne deleže na svetovnem trgu in seveda to je prineslo pol presežek, ki potem samo še naraščal in to je bilo preko plasiranja evropskih sredstev in deloma tudi domačih sredstev smo spostavili te procese. Hoteli smo narediti in smo ga že oblikovali tudi razvojni proračun z indikatorji, ki bi kazali, kje se glede razvojnih vidikov pravilno plasira sredstva in ki ne, ampak je potem pač vlada eno leto prej padla, tako da vsaj zadnjo leto bi to poskušali. Pa ni rada, je pa ista struktura vlado potopila, kot je gospodar Javca sabotirala, tako da mislim, da jasne zadeve niso samo ekonomske, so tudi take in drugačne. Ja. Ampak recimo vi ste, hoče poveste, kako se to tudi na evropske ravni, neki neformalni ravni to deluje, ne? Se pravi, recimo pred 2005, 2006, Nemčija pač kršila ta pravila Maastrichtska, pa so pač rekli, ne, pač vi ne boste nas, mi moramo to narediti, ne boste nas tukaj sankcionirali zaradi tega, medtem ko pa tudi prvač najbrž, ko ste se vi pogajali tam v tistem obdobju, kako je to funkcioniralo? Torej, to niso pogajanja, mi smo v bistvu bili del vodenja Evropske unije. Finančni ministri hodimo na del tega, to je Evropski svet, ki je v bistvu neke vrste, imaš Evropski parlament in Evropski svet nekako dvodomno deluje, vse in proračun in zakone in direktive in uredbe se sprejemajo in v parlamentu in v Evropskem svetu. Po posameznih področjih so člani Evropskega sveta resorni ministri, za delo je za delo, za gospodarstvo. Najpomembnejši v teh svetov je ECOFIN, to je svet, kamor hodijo finančni ministri in tam je seveda v mojem času imel minister za finance velik ugled in dovolj besede in se mu ni bilo treba nič pogajati. Obratno, predloge sem dal, kaj narediti in kako se bo zadeva, kam bo zadeva tekla. Deloma zaradi pač strokovne podlage, deloma pa je tudi Slovenija takrat imela ugled. Mi smo ga pol zaradi neprimernega obnašanja določenih ključnih ljudi v kasnejših vladah izgubili. Lahko pa da je bila tudi kakšna igra še tam zadaj, ampak to od enih struktur višjih, ne tisti, ki so obračunavali z mano in z gospodom Rjavcem. No, jaz sem pa bil tam, ki je leta 2003 pa 2004, ko sta Francija pa Nemčija obe dve kršili teh 3% deficit in moram reči, da so bila to zelo zanimiva pogajanja. Takrat pri teh prvih pogajanjih mi smo bili šele opazovalka, še nismo bili, ker še nismo prišli v EU, to je bilo 2004 spomladi. In je bilo čisto jasno, da pač Nemčija in Francija ne bosta dobili tistih kazni, ki so pač takrat bili 0,5% bruto domačega proizvoda, ampak da se bosta zmazali. Seveda je pa takrat, recimo, na to bi rad navezal naslednje. Zdaj, ko se pogaja o poglobitvi, ko se je s krizo izkazalo, da je v bistvu evroobmočje problematično in da kadar pride kriza, ni trdno, ni stabilno, robustno.
se zdaj pripravljajo predlogi, kako to spremeniti, kako narediti bolj trden sistem, in je predpostavka pri teh spremembah, da se južne države obnašajo nedopustno, oni pravijo, da so reckless behavior po angliško, se pravi neodgovorno. Ampak, če gledamo v bistvu podatke, takrat, ko smo mi imeli tako denarno politiko kot fiskalno politiko, smo se mi obnašali veliko bolj odgovorno kot Nemčija pa Francija. In je ta v bistvu predstava zaradi slabega obnašanja pravzaprav popolnoma napačna. Pa bom mogoče še kasneje povedal, kje leži dejansko problem. Tudi Grčije, Španije, Portugalske in tako naprej, ker je vse to na to vezano. Ja, mogoče samo to, ko govorimo o krizi. Torej, podatki seveda kažejo, da je to območje, evroobmočje, bil v tem obdobju pred krizo iz leta v leto bolj ugoden za najbolj razvite države, ampak predvsem zaradi ekonomskih trendov, ki so se tedaj vršili. Torej, v teh letih, 5-6 let pred krizo, je bilo značilno, da so vse te tako imane južne države, ki so bile seveda priča prilivu kapitala, bi rekel, ta kapital je relativno dosti slabo uporablja in podatki kažejo, da je produktivnost dela na Portugalskem, Španiji, pa tudi v Italiji bistveno počasneje naraščala kot v istem času v Nemčiji. In se je zato zaradi večje produktivnosti dela in pa izvozne usmerjenosti nemškega gospodarstva, bi rekel, njihov relativni tečaj v bistvu ošibil, zato se je povečala njihova izvozna moč približno za 25%. To kažejo zadnje študije predkriznega obdobja. In so oni v tem času vse skozi profitirali. Je bilo zelo zanimivo, jaz sem vzel eno diskusijo in je bil bivši kancler Avstrije, gospod Gusenbauer, na tem soočenju, in smo se v bistvu točno o tem pogovarjali, kako lahko evroobmočje v prihodnosti preživi, kako se lahko adaptira in kakšne vse mehanizme mora Evropska centralna banka predvideti, pa tudi Evropa, in ustanoviti ta Evropski denarni sklad in tako naprej, ki bi lahko odreagiral v času krize. In seveda je on rekel, no free lunch, in je točno to rekel. Te države se morajo odgovorno obnašati in potem lahko tudi solidarnost, kar pomeni oblikovanje teh inštrumentov, s katerimi bi posegel v času krize bistveno bolj pogumno in v večjem obsegu. Je rekel, seveda, to je mogoče samo, če se bodo te države bolj odgovorno obnašale. To seveda drži za marsikatero od teh držav, ne pa za vse. Hkrati pa seveda tudi res, da so te najbolj razvite severnoevropske države imele free lunch iz naslova tečajnih razlik in to vse skozi in to se da direktno zračunati. In seveda vse analize in veliko študij govori, da je breme, reševanje iz krize, zlasti v prvih letih so praktično celoti nosili davkoplačevalci iz južnoevropskih držav, ker so se seveda velike države, tudi na osnovi politične moči, ki so jih takrat imele, dogovorile in seveda izsilile takšno reševanje krize, ki je seveda minimiziralo njihove lastne stroške. Če tukaj noter skočim, se ne vem, če je bilo tudi čisto v konceptu oddaje, ampak jaz mislim, da je to izjemno pomembno. Ta diskusija o tem, kdo se odgovorno obnaša in kdo se ne obnaša odgovorno. Mi moramo pogledati v bistvu realno situacijo. Realna situacija je ta denarna politika. Se pravi, pri ekonomski politiki imaš dve ključni politiki, ki imata tudi učinek. In to je denarna, se pravi, količina denarja, toliko spreminjaš, pa fiskalna politika, se pravi, javne finance. Pri čemer je denarna veliko bolj učinkovita, hitrejša kot pa fiskalna. No, ampak če pogledamo, denarna politika pač odreja Evropska centralna banka. In ta jo odreja na kaj? Na celo evroobmočje. Seveda, to je najbolj blizu potrebam tistih držav, ki imajo največjo težo v evroobmočju. To je pa Nemčija še z največjo težo, potem pa še nekatere druge večje države. Ta denarna politika pa ni primerna, lahko popolnoma neprimerna za recimo te tako imenovane periferne obrobne države, kot je tudi Slovenija med njimi, Grčija, Španija in tako naprej. Se pravi, že ta osnovna denarna politika ni ustrezna in kot vidimo, bom mogoče, če bo še čas pojasnil, zakaj ni ustrezna za te periferne države. Na drugi strani imamo fiskalna pravila. Fiskalna pravila so zopet
kolikor analiz smo delali, so fiskalna pravila narejena na države, spet jedrne države. Najbolj pravilno primejo, po domače povedano, za Nemčijo. Spet pa so zelo neprimerne za države, ki so periferne države, kot te obrobne države. Poleg tega je pa, da kadar prihaja do šokov, pa v ciklu so te periferne države veliko bolj prizadete ali imajo zelo veliko nihaj navzdol in navzgor, recimo za nezaposlenostjo z bruto domačim proizvodom in podobno. To se pravi, veliko bolj bi rabile večje, bolj aktivne posege, tako centralne banke, kot možnost pri javnih financah, pa je nimajo, pa ni posegov in seveda zato krize na njih veliko bolj delujejo, kot pa delujejo na te jedrne države. Po domače povedan, niso upoštevane te periferne države v sistemu ekonomskih politik, kot jih imamo. In tukaj noter, jaz mislim, da če ne bo resnih sprememb, ne bo možno imeti nek robustno denarno področje ali pa rečemo ekonomsko področje, kot je evroobmočje. No, torej, to je izjemno zanimiva diskusija za ministra za finance, se bomo vsi diskutirali. Jaz sem bil na diskusiji, kjer smo diskutirali, naprimer, ali je potrebno, ali je smiselno, da te ostale kandidatke za vstop v evroobmočje, članice EU, v skladu z pogodbo, ki so jo sklenile, res vstopijo v evroobmočje. In v kontekstu tega, kar je dr. Mramor govoril, je zelo zanimiva dilema. Tako diskusijo ima naprimer v Bolgariji zdaj, tako diskusijo zelo veliko imajo na Poljskem. In seveda priporočila mnogih ekonomistov so, da za njih ni primerno, da vstopijo v evroobmočje. Preprosto, naprimer za Bolgarijo, če ne 20% bruto domačega proizvoda Nemčije in potrebuje še strašno veliko konvergenčnega gibanja, je v bistvu lahko vstop v evroobmočje sterilizira praktično njihove razvojne potenciale in njihove možnosti. Še večja dilema je naprimer Poljska, ki ni kaj dosti bistveno bolj razvita. Za Poljska se ne ve, da v bistvu njen GDP je približen na 35% GDP-a Nemčije in seveda ona dosega relativno visoke gospodarske rasti zaradi relativno preproste gospodarske rasti, ko je konvergenca relativno enostavna. Investiraš v infrastrukturo na nižjem nivoju razvoja in relativno enostavno dosegaš visoke gospodarske rasti. Seveda od neke stopne naprej moraš pa bistveno več vlagati naprimer v znanje, izobraževanje in tako naprej. In Poljaki imajo eno najnižjih stopenj investicij v raziskave, pa znanost in tako naprej. Seveda, naprimer, moj nasvet je bil, da naj počasi vstopajo, naj imajo za cilj vstop v evro, nikakor pa naj ne skočijo v ta prazen bazen, ki je za njih zaenkrat še prazen. Seveda, za Slovenijo jaz mislim, da smo se dobro odločili, da smo vstopili v evro. Slovenija je majhna, odprta država, na izvozu temelji GDP, in moja ocena je, da je bilo to dobro. Seveda, moja ocena je pa hkrati, da vse politike niso bile najboljše, ki smo jih kasneje pelali. Ja, on je mene stiskal, da moramo vstopiti v evro. No, zdaj pa lahko veš, da se nisi strinjal. Ja, pa še Gasparija zraven. Kakšna je bila moč Slovenije v Evropski uniji, Evropska službe Ecofina so pripravile ta model, ki ga je profesor Mramor s pomočjo mojega kolega Velimirja Boleta ovrgel, da pač ni koranten in da kaže v kompletno napačne smeri. To je model izračuna potencialnega produkta, do katerega bi pač lahko gospodarska rast se odvijala in šele potem bi vplivalo povečano povpraševanje na inflacijo. Ta model je morala Slovenija sprejeti. V času mojega mandata so bili ljudje, ki so bili tam pač svetovalci finančnega ministra, so skrbeli, da smo vedno glasovali proti. Ta model je bil enostavno neveljaven, dokler ga mi nismo podprli. So poskušali na najrazličnejše, tam nekje v nekem podrazno, pa nekje na hiter, pa takrat, ko so že odhajali, ampak smo bili prav naprežni in zanimivo, da gospa, ki je zdaj članica fiskalnega sveta in zelo ostro zastopa ta model, je bila takrat na tej naši strani. Ona je dobesedno sledila. Ona je sledila, kdaj mora tisti, ki je tam prisoten, večinoma sem bil to jaz, glasovati proti. In takrat model ni bil veljaven in s tem sploh niso mogli peglati. Potem pa je to nekdo očitno kasneje pristal in potem se je pa to začelo. Taka podrejen položaj ni toliko stvar nadrejenca, je stvar podrejenc. Podrejenc je sam to iskal, to, kamor smo se spravili.
In to je bilo pač v nadaljevanju. Glede te izračuna proizvodne vrzeli, mogoče najprej, če bi lahko na kratko razložili, kaj to je in zakaj je pomembno. Ja, mogoče samo še to, no, tukaj je tudi Slovenija imela nekaj bolj ali manj javnih borb, ne, z Evropsko komisijo glede teh izračunov in so pravi ali ne. Kako ta pogajanja tudi potekajo in mislim, v končni fazi gre za neke formulce in ne, kakršne podatke novo daš, take ven. To bom jaz povedal, kako so ta pogajanja. Vsi smo jih imeli, še Doktor Šušteršič bo razložil to. Kaj je to vrzel? Ja, to je zelo preprosto, mislim, najbolj preprosto za to razložiti tako, da se reče, pač predstavljate si, da imaš neko normalno rast, ki jo glede na gospodarsko strukturo lahko dosegaš skozi neko daljše obdobje. Ne? To je ta potencijalna rast, glede na produktivnost, ki jo imaš, glede na resurse, ki jih imaš, ne? Ob neki približno normalni stopni zaposlenosti. Lahko zračuna, kakšna bi bila ta neka poprečna dolgoročna normalna rast. Ne? Lahko se to tudi vzame kot poprečje enega daljšega obdobja v preteklosti, ponovadi potem računsko. In zdaj vrzel je pa razlika med tisto rastjo, ki jo zdaj dosegaš v tem letu, pa imaš napovedano za naslednja leta, in to rastjo, ki bi jo lahko dosegal. Zdaj, če je tvoja trenutna rast nižja od te, ki bi jo lahko dosegal, potem se smatra, da je tudi smiselno ali pa da je upravičljivo do neke mere s fiskalno politiko spodbujati gospodarstvo. Ne? Se pravi, da lahko država ima nekaj primanjkljaja, ker s tem je pač spodbuja gospodarstvo. Če pa je rast v bistvu že višja od tega, ne? Potem pa govorimo o pregrevanju, o tem je bilo že veliko povedano, kakšne so lahko slabe posledice tega. Takrat bi morala pa seveda vlada oziroma državni proračun imeti presežke za to, da deluje proti temu pregrevanju. Se pravi, to je en tak kazalec, ki ti pove, kje si. Tle je sedaj potem je vprašanje teh formul, ne? In te formule so, se veste, v ekonomiji nikoli za nobeno stvar ni samo ena formula. Ne? Problem je pa seveda, ko te formule postanejo del nekih ukrepov. Ne? In takrat seveda lahko, ne, bom rekel, en način izračuna ali pa drug način izračuna, en ti pokaže, da si že kršiš pravila, ne glede na tega, kakšen primanjkljaj je dopusten ali pa kakšen presežek je zahtevan, drug izračun ti pa pokaže, da še ne. In tukaj je bila potem, to je bila na kratko povem vsebina teh debat, ne. Je pa po moje ta pogajanja zgleda tako, da bo potem Dušan več povedal, ker je on se na ravni ministra, ampak na tehnični ravni to zgleda tako, tam delovne skupine ljudje sedijo tam, se pogovarjajo zelo strokovno o teh formulah, pripeljajo kakšne ekonomiste, tudi ki kaj predavajo, ampak v zadnjem pa vsak izračune seveda kaj konkretno za njegovo državo pomeni. Taka ali pa drugačna formula. A je to malo tako, da vsak pripelje noter tako formulo, kot njemu politično paše? Tako zelo enostavno to ni, ker mislim, skuša že mogoče, ampak je pa nekaj drugega res tudi. Za eno formulo se na končni fazi moraš odločiti. Mislim, ja, in zato so to formulo so vse te države sprejele, tako kot je rekel že bivši minister Križanič. Ampak kar je pa bilo v letu 2016, je ta formula pokazala, da imamo mi pregreto gospodarstvo in da moramo zelo zabremzati javne izdatke, in to je bilo ravno obratno, kot sem jaz želel narediti kot finančni minister, ker jaz sem pa pač smatral, da smo v krizi še, v recesiji, in seveda ta formula je dala pa rezultat, da pri deflaciji, pri suficitu ogromnem plačilne bilance, tekočega dela plačilne bilance, pri dolgoročno, pač če si dolgoročno gledal z brezposelnosti, ki je bila višja od dolgoročne in tako naprej, pri vseh makroekonomskih kazalcih, ki so kazali, da smo še v recesiji, so oni prišli do sklepa, da smo mi v pregretem gospodarstvu in da moramo po domače povedano zategati. Kar bi seveda v letu 2016, pri tem, ko smo sami naredili napako, da nismo črpali več evropskih sredstev, bi pomenili to, da bi prekinili tisti izhod iz krize in bi imeli res velik problem.
In potem, sam to zaradi pogajanj sem hotel povedati. No in potem je to zgledalo tako, da sem jaz, ne vem kako sem spravil to skozi, ker je bila tukaj Evropska komisija in evroobmočje in Dijsselbloem, ki je bil takrat predsednik, strogo na stališču. To metodologijo smo sprejeli in to bomo imeli v bistvu kot sidro, ki bo nas vodilo. In potem sem jaz jim razložil, da pač je to neumnost, rezultat je neumen. In potem je gospod Vizer, ki je bil takrat predsednik tega odbora, ki je pripravljal pravzaprav vse za evroobmočje, za evroskupino, povedal, da je to rocket science. On je rekel, da ta metodologija je rocket science. In kako sem jaz pravzaprav uspel prebiti, je bilo pa preprosto tako. Jaz sem rekel Dijsselbloemu, če lahko še enkrat dobim besedo, ponovadi imaš samo enkrat besedo. In me je gledal nekaj časa, potem je pa rekel, dober, Dušan, pa povej, tam gre vse na imena. In sem rekel, it might be a rocket science, but this rocket definitely doesn't fly. In potem sem pridobil, ker je pač stvar to, večina finančnih ministrov tako ne razume tega izračuna. Ampak to so pa razumeli. Dijsselbloem tudi ne. Ja, seveda, se tudi ne. Oni so izobraževali. Ja, se zato. No, skratka, končni rezultat je bil, da so me začeli poslušati, ampak to še ni bilo tisto, kar je potem na koncu prevagali. Potem so pa pristopile vse države, ki so imele podobne težave. In to je bila Irska, Portugalska, Italija in tako naprej, ki jim je ta model dal take rezultate, ki so bili kontraintuitivni ali pa kontra temu, kar veš, kako makroekonomija zgleda ob določenih indikatorjih. In takrat so se pa ustrašali, ker je zgledali, da bom lahko naredil koalicijo, ki bo v bistvu zamajala ta sistem. No, ampak jaz bi nekaj drugega rekel, ker se mi zdi, da tle pa zdaj po eni uri debate o marsičem, kakšni drugi galaksiji že, imamo eno temo, ker se pa res ne stripamo. Ker po moje je ta tako ne rečem, konceptualno razumevanje fiskalne politike, na kateri, ki je v ozadju tega, da se kregaš okrog ene formule, popolnoma napačno. Ne? Ker namreč prvo vprašanje je, zakaj te formule so in zakaj ta pravila so. Ta pravila niso tam zato, da bi državam dopuščali spodbujati gospodarstvo, ampak so tam zato, da državam preprečijo, da bi uničili svoje javne finance. Ne? In v ozadju te logike, ne, da rabimo pravila, ki bojo ščitile javne finance pred politično nespametjo, ne, je v bistvu prepričanje, da z javnim financam prav kaj dost, ne, za gospodarsko rast tudi ne moš narediti, za razvoj pa še manj. In v smislu tega, o čemer te formule govorijo. Te formule ne govorijo o tem, a zdaj ti lahko boš dal denar za evropska sredstva, za spodbujanje sektorjev, za reševanje bank in tako naprej. Ta formula govori samo o tem, koliko primanjkljaja pa presežka največ lahko imaš. Ne? In to je samo to proticiklična politika, kot ste pravilno rekli, ampak moč proticiklične politike je v resnici zelo majhna. Ne? In vsa literatura zadnjih 10-15 let, ko so začeli ločevati obdobja, kaže, da je ta fiskalni push, ki smo ga mi tudi naredili v prvem letu krize, se pravi, da država močno poveča svoje izdatke, učinkuje lahko zelo pozitivno na gospodarsko rast takrat, ko je država res v recesiji. Se pravi, če imaš ti padec BDP-ja, takrat je smiselno, država poveča povpraševanje in bojo neki učinki. Če pa ti, recimo, gospodarska rast niha gor pa dol, z nekim približno normalnim gospodarskim ciklom, kot je bilo takrat, pa takrat razmišljati o tem, da zdaj, če boš pa lahko 200 milijonov več potrošil v proračunu, boš pa ne vem kaj naredil, za gospodarstvo ne boš. Za gospodarstvo narediš z davki lahko veliko, lahko s politikami na trgu dela, se pravi, z vsemi temi politikami spodbujanja podjetništva, tudi z evropskimi sredstvi, s pravimi investicijami, ampak ta denar lahko vedno dobiš tako, da ga za nekaj drugega ne rabiš toliko velika, kar mogoče ni tako zelo nujno, da država počne. Se pravi, zdaj se kregati okrog te formule v smislu, ne pustite nam spodbujati gospodarstva, je narobe. Je konceptualno, po mojem, čisto napačno izhodišče. To pravi izhodišče je, ves namen te formule je preprečiti državi, da bi danes sprejemala proračune, za katere bo imela jutri,
težave, pojtaš na pa lahko celo evroobmočje. Tem je namen tega. Tukaj se pa mi dva seveda sem povedal na začetku, da se sploh ne strinjava. Popolnoma ne strinjava. No, pa je rata zanimivo. To je zanimivo. Mislim, to je večna dilema. Ne? Vseh, ki so kdaj imeli vpliv na upravljanje javnih financ, ali kot ministri za finance, ali kot ministri, ali kakorkoli že. Ne? Dejansko je res vprašanje, kakšna je potencialna moč. Ne? Velikokrat se v politiki ali pa politiki delajo vtis, da lahko naredijo vse, kar se kdorkoli zamisel in rešujejo vse probleme, ki obstojijo v družbi. Seveda je ta zmožnost, tako kot je prej rečeno, relativno zelo omejeno, vendar do neke mere se vendarle da vplivati. Ne? In jaz seveda za razliko od predhodnika mislim, da v tistih časih, ki so tako imenovani relativno dobri časi, ne, je na tem področju investicij predvsem treba gledati na takšne investicije, ki so bolj dolgoročne narave in bolj na dolgi rok primejo in v bistvu niti ne rabaš kratkoročnih efektov in seveda te investicije tudi prociklično prav nič nujno ne delujejo. Seveda, ko pa gledaš te kazalce in formule, ki obstojijo, začenši z maastrichtskih kriterijev in tako naprej, je pa popolno jasno in danes seveda iz krize ven vsa literatura govori, ne, da so to popolnoma nezadostni kazalci, da so to samo pomožni kazalci in da bi v bistvu za ocenjevanje po primernosti kandidature ali pa ne vem, nekoga, da ga sprejmeš nekam ali pa da oceniš assessment, narediš tako imenovanje o njegovi ekonomski politiki, so popolnoma nezadostni. No, da so bistveno bolj pomembni kazalci, ki govorijo o tej realni konvergenci, razvojni stopni, na kateri je posamezna družba in seveda tudi drugi kazalci, ki govorijo o neenakosti, o družbah, o tako imenovani državi, blagostanja in tako naprej. Skratka, celotna slika je seveda bistveno bolj kompleksna, kot zgleda z teh kazalcev in formul. Ampak govorim pa, da seveda formule so lahko koristne, vendar jih je treba, če je potrebno, tudi zanemariti. Ampak ali sam dodam, to, kar ti zdaj govoriš, to je res odrihanje po mrtvem konju. Po onih maastrichtskih kriterijih, to že 15 let vsi vemo, da so brez veze in jih noben v resnici ne jemlje več tako, da zdaj, če pa ti zadevnih 60%, boš pa lahko šel v evroobmočje. Točno zaradi tega, ker je postalo zelo jasno, da tisti ni zadost, in da reči čez 3% ne smeš kakorkoli, zaradi tega so nastale te formule, zaradi tega so nastali so 6-peki, 2-peki, 6-peki, zaradi tega je nastal ta mehanizem, ki ga je Križanič prej omenil na centralni banki oziroma Evropski mehanizem za reševanje bank, poenostavljeno pa za nadzor bank. Cel kup stvari se je tukaj naredil, tudi ta formula, ki je zdaj, je v bistvu narejena točno zaradi tega, ker je bil Maastricht rigiden in trd, ta formula ti pa omogoča, da prilagajaš fiskalno politiko do gospodarskemu ciklu. Zdaj, malo bolj, malo manj, ampak če hkrati ti razumeš, da fiskalna politika ni tista stvar, ki mora te mehne nihajo v ciklih uravnavati, ampak mogoče gledati bolj te dolgoročne stvari, strukturo pa ne vem, mislim, meni se... Ne, ampak tema dilema je, če lahko polemični. Tako, konkreten primer, ciklične, proticiklične fiskalne politike, zdaj ZUJF, prosim? Jaz se bojim, da ben nič ne razume. Od poslušalcev. To je debata med nami, absolutno. To je problematično. Mislim, da zakon o uravnoteženju javnih financ se ljudje še spomnijo. Se še velja? Zdaj z neko distanco ustrajate, da je bila to prava politika? Ja, seveda. Mislim, brez problema. Zdaj, kakšna rešitev tam bi lahko bila drugačna, kakšna je bila tudi vmes poznana, recimo pokojnina za neosnovno in to bi to bilo narobe. Ampak kot celotna usmeritev politike, mislim, prvič, definitivno je prociklična bila v smislu, da takrat gospodarska rast ni bila ne vem kakšna ali pa je glih kazala neke mehne znake, da bi bila lahko nad ničlo. In seveda ta ZUJF ni delal v smislu povečanja gospodarske rasti, ampak je zmanjševal en del potrošnje pri ljudeh in pri državi. Ampak zakaj? Zato, ker enostavno, in to sem še zmeraj prepričan, druge možnosti takrat ni bilo. Mi smo imeli 3 leta zapored
6% BDP primanjkljaja, pa gospodarsko rast okrog ničle. Se pravi, a je to delovalo. A če bi imeli zdaj še eno leto 6% primanjkljaja, pa še 2 leti, a pa ne bi bilo več nič. Kaj? To je prva stvar. Druga stvar, mi smo banke, ki so takrat potrebovali 600-800 milijonov dokapitalizacij, potem, ko smo imeli neke neodvisne ocene na začetku mandata. Ne? Mi smo javni dolg, ki je z takšnih drugačnih razlogov v zadnjih parih letih skočil z 30 na 60 in projekcije so bile, da bo šel na 80, kamor je tudi rešil odstotkov BDP-ja potem. Ne? V tej situaciji država se je vedno težje zadolževala. Zelo očitno je bilo, nam se je zgodilo, da enostavno obveznic nismo mogli prodati v nekem trenutku, a ne, o tem nismo veliko takrat govorili. In edina rešitev za to je bila ali, ne, pač iti v neka nažma trojke, pa če rečete, mi več svojih obveznosti ne moramo pokrivati, ker se ne moramo več zadolžiti za to, da bi jih lahko plačevali in rabimo mednarodno pomoč, ne. Ali pa skuša to rešiti s svojimi močmi in zato je bil takrat pripravljen paket ukrepov. En je bil ZUJF, ki je kazal pač neko fiskalno popolno obrat in popolno povečanje stopne, mislim, kvalitetni preskok v stopni resnosti fiskalne politike in odgovornosti te politike. Paket zakonski za reševanje problemov v bankah, ne, to, kar popularno poznamo kot slabo banko. Predlog za zapis fiskalnega pravila v ustavo, ki bi seveda to vrstne epizode, kot smo se prej pogovarjali, da je bila v mandatu prve Janševe vlade v bistvu preprečila, če bi se spoštoval seveda. In na koncev sistem za upravljanje državnega premoženja, ki recimo, da bi bil učinkovitejši in bi tudi odprl pot neki bolj jasni in hitrejši privatizaciji, ker bo potem tudi vse izpeljano, tudi ko se mandat naše vlade končal, sicer malo drugače, ampak približno. Ne. In ta paket je bil tisti, ki nam omogočil, da smo s tem paketom šli v ZDA, se zadolžili, ne, to sicer strašni cinizem je, ne, ko prideš do tega, da je nek finančni minister kot svoj dosežek navaja to, da se je uspel zadolžiti, ne. Ampak v situaciji, v kateri je bila, je to dejansko bila edina možnost. Se pravi, pripraviti nek paket, to delno pokazati, to že je sprejet in proračun in tako naprej, odločeno, da se te zadeve, ta neravnovesja pač odpravijo. Jaz mislim, da takrat situacijo, ko so recimo bili centralne banke sposobni poklicati po telefonu, pa reči, a lahko na uno banko en vaš sklad jutri položi enih 20 milijonov ali pa milijard svojega denarja, sicer bomo mogli mi to banko jutri proglasiti za nelikvidno, oziroma bomo mogli zapreti njene bankomate in tako naprej. A veste, ne? To je popolnoma mimo vseh pooblastil finančnega ministra, če reče tam recimo Kadu, posluši, dej unim 20 milijard ali pa 20 milijonov depozita pokana, da bojo preživeli ta teden, drugače bojo oni zaprli. Popolnoma mimo pooblastil centralne banke je, da kliče finančnega ministra ali pa njegove ljudi, če lahko to naredijo. Ne. Ampak takšni gasilski ukrepi so bili potrebni. Ne. To na koncu tega, da se s tem razpade, so zadeve bile. Jaz ne vem. Strinjate, da so bili taki gasilski ukrepi? Jaz se ga ni več bilo. Ne, lejte, ZUJF je bil sprejet maja, mi smo pač februarja 12, sem jaz Janezu prepustil. To je res, ja. Inačno, maja je bil že sprejet ZUJF, vmes ni bilo tako, da bi bila neka velika likvidnostna kriza. ZUJF je zmanjšal za 400 milijonov, približno malo manj, koliko 390 je zmanjšal javno porabo in povzročil upad BDP-ja za 900 milijonov, in posledično padec javnofinančnih prilivov spet za 400 milijonov. Tako da smo imeli na koncu v 2 letih isto pozicijo, pa še za 4% je padel BDP skupaj. Ne. Tako da smo dobili krizo dvojnega dna, zamajala se je z njim pač ugled Slovenije, ni se dvignil, zamajal se je. Ne. In potem smo pa, zakaj smo sploh išli? Zaradi izvoza. Zaradi izvoza, izvoz je pa nemoteno rastel in tlele se ne ta vlada, kjer je bil Janez, naslednja vlada ni posegala v razvojne politike, zlasti jih ni krčila. Te razvojne politike so naprej tekle nemotene do konca finančne perspektive, tako da smo mi na koncu naše vlade smo imeli recimo delež investicij v raziskave in razvoj 2,2 BDP-ja, ko je bila vlada Alenke Bratušek, je to šlo na 2,6 BDP-ja oziroma milijardo. Mi smo imeli 900 milijonov, je takrat gospodarstvo celo, deloma država, večinoma gospodarstvo dalo v raziskave in razvoj. V času vlade Alenke Bratušek je to prišlo že na blizu milijarde. In to je bil
ta pozicija, tisti vzgon, ki je omogočil rast izvoza, pridobivanje tržnih deležev in rasti izvoza je sledila gospodarska rast na kljub ZUJF-u, gospa Bratuškova ni ga samo ponovila, to je bil njen velik uspeh, ne? In že to je bil uspeh. In potem je pač prišel gospod Mramor, ki je pač bil deležen v bistvu in bi pravzaprav mu moral vsi ploskati, za njegove časa se pa ta stabilna gospodarska rast temelječa na izvozu, temelječa na presežkih, ki je prišla potem v rast zaposlovanja, zaposlenosti je zdaj že več kot je bilo 2008 in ki je prišla potem tudi v presežek v javnih financah in to morate vedeti, da imamo velik presežek, ki ga očitno nekako prikrivamo, kako velik je, tega verjetno ne bo hotel dr. Mramor povedati. Ker se vidi razlika med tem, ki je finančni presežek in ga objavlja Banka Slovenije, in tem, ki ga pol statistični urad, ko šteje še vse obveznosti, to sta pač dva alternativna pristopa. Tistih obveznosti je naenkrat postalo toliko, da se je ta presežek zmanjšal pod 1%, mislim, BDP je bil pa 2 ali 3 že, presežek javnih financ na koncu koncev. Mogoče tukaj ste eno zanimivo temo se dotakne, se pravi, kako javno nastopa minister, pa kako verjetno so tukaj tudi vplivi finančnih trgov pomembni. Vi ste zdaj vsi bili zelo kritični do maastrichtskih kriterijev. A če bi bili še katerokoli od vas bil še enkrat finančni minister, bi tudi kot finančni minister rekel, da so maastrichtski kriteriji neumnost? To je nepotrebno, ker maastrichtski kriteriji so mrtev konj. Noben ne bo več ocenjeval v Evropi primernosti neke države, da vstopi v evroobmočje ali pa v EU, tako da bi pogledal na 3 številke. No, mislim, Italija ima zdaj ta problem. To je bilo sprejeto leta 82 ali 92. Od takrat je bilo vse tisto, kar sem prej naštel. Celo six-packov, celo inštitucij, celo enih formul. Ja, seveda drži. No, fajn, da se zdaj o tem pogovarjamo, ker jaz moram reči, da ko sem se pripravljal za to okroglo mizo o evroobmočju, pa za Poljsko. Posebna procedura o makroekonomskih neravnovesjih je bila še uvedena, ker se celo kup kazalcev gleda. Evropska centralna banka vsako leto izda poročilo za vse države evroobmočja in tiste članice EU, ki seveda morajo še vstopati v evroobmočje. In praktično čisto vse analize, ki jih Evropska centralna banka prikazuje, vam bom povedal za Poljsko, ki sem jo zdaj čital, v bistvu gre čez vse maastrichtske kriterije in je za Poljsko ugotovila, da razen gibanja tečaja, se mi zdi, izpolnjuje čisto vse kriterije za vstop v evroobmočje in da pa še ni pripravljena in je kot ključno prepreko napisala, to je report, ki se ga lahko prečitate vsi, da ima zakonodajo na področju centralne banke še neustrezno. Seveda pa to ni, po moji oceni, to ni res. ECB ne bo odločila o tem, gre Poljska ima poleg tega še veliko drugih dimenzij razvojnih, ki jih mora še razviti, preden bo lahko učinkovito vstopila v evroobmočje. Če je bilo vprašanje tukaj, ali bi kot finančni minister izpostavljal, da so maastrichtski kriteriji brez veze, ali pa da tudi ta metodologija brez veze, vkolikor nimaš resne škode, če tega ne poveš, tega ne bi povedal. Tako je. Jaz se ne bi s tem sploh ukvarjal, to je pač akademska zadeva potem, razen če nimaš s tem škode. Dajmo konkreten primer, če bi se zgodil to, kar zdaj to pravi, da bi se lahko, da bi recimo ker o vstopu države seveda v evroobmočje ne odloča centralna banka, ampak vlade, če bi recimo na svet finančnih ministrov prišel predlog, da Poljska vstopi, kjer bi bili kot argument naveden, upošteval, da izpolnjuje vse one kriterije, potem bi jaz gotovo rekel, a ste pogledali še te stvari, saj nismo imeli problemov v krizi in tako naprej zaradi maastrichtskih kriterijev. Še enkrat, poglej, če bi to prišlo na svet, bi oni zelo natančno in jasno povedali, poglejte, spremeniti morate zakonodajo na področju centralne banke, zagotovili, da bo centralna, samo malo, res neodvisna in s tem seveda, ko ste stopili v poglobljeno območje, tudi Evropska centralna banka in seveda ne bi imeli kar naenkrat oni sami, tisti, ki jih sprejemajo, nobenega argumenta pametnega več, da jih ne bi sprejeli, če bi se za to poljska vlada odločila. Seveda, poljska vlada se pa za to ni odločila,
stekla in se po moji oceni še nekaj časa ne bo, ker eden od teh pomembnih inštrumentov ekonomske politike, to je monetarna politika, je takšen, da ga hoče še obvladovati v nadaljevanju. Popolnoma jasno. Danes je cel kup drugih stvari že socializiranih, in te kazalci makroekonomske nestabilnosti in finančnega, cikličnega stanja in tako naprej. In lej, tudi če bi po masterskih kriterijih Poljska spoljevala, jaz mislim, da ne samo finančni minister Slovenije, pa moj kdorkoli od nas, veliko drugih bi rekli, ampak ste zmešani, a ste pogledali še kaj drugega. In potem, tako kot se vedno zgodi, tako kot se je takrat, ko Nemčije niso kaznovali, našla neka razlaga, zakaj jim po pravu tega ni treba narediti, bi se tukaj tudi našla neka razlaga, pač komisija bi delala na temene 3 noči, bi se našla neka razlaga, ko po pravu pač Poljske ni treba sprejeti, če izpolnjuje vse ravno. Ampak je še enkrat Polsko. Ne, zanimivo je ekstremen primer. Voditelji dajo besedo, križe. Jaz se že ti. Vidva pa malo tihnete. Dve stvari povedati, verjetno bo za poslušalke in poslušalce Radia Študent zanimivo. Prvič, Slovenija je vzela od 13 do 15 milijard, odvisno kako se izračunava, več kreditov na svetovnem finančnem trgu, kot pa je znašel primanjkljaj v obdobju po 2008. Od tega jih je približno 4 milijarde, odvisno jih imamo skozi pripravljenih v bankah in lahko z njimi država takoj reagira in jih lahko tudi takoj vrne. In v tem primeru smo takoj v maastrichtskem kriteriju tudi podolgo. To se morate zavedati. Potem je še te nesrečne milijarde, ki so naložene v poslovnih bankah, kot dokapitalizacije in bodo zginile zaradi prepoceni prodaj, to je velik problem, pa ga tule ne bomo rešili. To, kar sem pa ta drugo želel povedati, pa je, da ko sem že bil, kjer sem bil v času krize, moram reči, da je slovenski narod, smo imeli svoje kampanje v tisku in tako naprej in ustvarjanje neke zmede, da ne rečem histerije, ampak ta narod je izjemno vzdržljiv, zelo dobro šolan in se v gospodarstvu zelo dobro znajde. To moram reči. To je, in vi mislite, da so športniki, nekaj posebnega, pa nekaj izjemnega. Ne, športniki so del tega. Športni uspehi, ki so se pojavljali v približno hkrati z našo spopadno s krizo, so del tega istega, kakor je so slovenske prebivalke in prebivalci, da ne bo me kdo narobe zastopal, to krizo rešile in speljale Slovenijo ven iz krize. Še ena, mogoče malo podobna tema, o nastopanju javnega ministra, pa kako ljudje razumejo. Vi, recimo, gospod Mramor, ste bili precej zdaj v zadnjih 2 letih, recimo, precej kritično ocenjevali reševanje grške krize, pa tudi recimo, da smo preveč varčevali. Samo v tistem času ste pa veljali kar za nekega hardlinerja. Mislim, kako se je to zgodilo? Pa smo prvi Varoufakis. Ja, stvar je bila takšna, da mi smo bili v svojih težavah takrat in smo poskušali iz krize izplavati, na drugi strani so pa vse poteze, ki jih je vlekla takrat tista vlada, Sirizina vlada, bile takšne, da so imele vpliv na naše stanje na finančnih trgih. To je ta pač, ko se v podobnih državah, ki so v podobnih težavah, te težave poglobijo, se obrestne mere za tvojo državo, za Slovenijo dvignejo in težje pride do kreditov in sploh poslovati. Skratka, naš interes je bil, da se Grčija čim prej spravi iz problemov. In takrat, ko sem jaz prevzel, to je bilo v letu 2014, je že kazalo, da bo Grčija imela prvo pozitivno leto, se pravi rasti, po vseh tistih letih problemov, ko je prišel pač za Sirizo nov finančni minister Varoufakis, ki je prišel na prvi sestanki oziroma evroskupine in nam razložil, da edina naša naloga, ki jo imamo, je, in da so za njega zato izvolili, da to zrihta, da mi odpišemo vse dolgove, ki so do Grčije in da potem bo Grčija splavala in bo vse v redu. Seveda to tako ne gre in tukaj seveda ni bilo možno dogovora sprejeti, zaradi tega, ker vse tiste zaveze, ki so imeli z prvih 2 programov, ker Grčija je dobivala pač v 2 programih pomoč,
oni niso izpolnili. Kako bojo izpolnili, kaj bo se zgodilo, pač ni imel pojma. Moram reči, da je mene izjemno presenetil tam, ker tako kot je on razložil, kaj bo Grčija naredila, nobeden izmed finančnih ministrov ni razumel pravzaprav njegovega koncepta, razen tega, da moramo odpisati dolgove. In takrat sem jaz seveda počasi začel zgubljati živce, zaradi tega, ker je vse to pa vplivalo na Slovenijo in to je izjemno. Vsak sestanek, ko se nismo dogovorili, vsak sestanek, ko so se stvari zapletale, je pri nas naraščalo obrestne mere. Problem je bil potem, ali bo tudi boniteta ostala ali ne. In ko je bilo jasno, da z njim ne bo možno nobenega dogovora doseči, sem jaz takrat izjavil da pač dajmo sprejeti plan B, vkolikor se ne moramo dogovoriti z Grčijo, naj pač se najde neka druga rešitev, ne še ta tretji program, ki je bil tam koliko 80 milijard evrov. In takrat so se potem stvari premaknile. To je bilo v Rigi leta 2015 pomladi. In potem zaradi tega programa B, ker sem jaz rekel, naj pa pojmo v plan B, je to šlo v časopise in povsod okrog. Pa si vedel, kaj je bil plan B? Jaz sem vedel, kaj je plan B, ampak me je rešil belgijski finančni minister, ki je stopil pred novinarje, da sem jaz lahko šel mimo novinarjev in jim je razložil, da je lahko plan B karkoli, samo da se ta stvar reši. No, ampak ta plan B, to je Varoufakisova kritika, ne, da ta vaš predlog plana B bi bil zelo škodljiv za Slovenijo, ne? To je vprašanje, če bi bil lahko še bolj škodljiv, kot je bilo nereševanje, nobeno reševanje problema. Jaz sem ocenil pač, da s tem, ko bom plan B javno objavil, da se bojo stvari premaknile. Saj nisem mislil, da se bo plan B tudi izvršil, ampak to je bil en pritisk, ker vsi smo govorili o tem, noben si pa ni upal na glas tega povedati. Torej, da gre Grčija izstopiti. Da gre iz evroobmočja in pomagamo, to naredi nadzorovano, ampak to je bil samo predlog. No, potem seveda, ker Varoufakis je čisto noro tam na tistem sestanku v Rigi, da sem proti evropejec in ne vem, kaj še vse povedal. Ampak je moral pač enostavno iti in ta Cakalotos, ki ga je nasledil, je zelo podobno, ker je zelo podobno logiko pač peljal kot Varoufakis, ampak na, bi rekel, strokoven način in je uspel tisto, kar je Varoufakis naredil v 6 mesecih. V 6 mesecih je namreč praktično zopet bankrotiral Grčijo in s tem se zdaj hvali. Je uspel skozi dolga pogajanja in detaljno določitev vseh elementov te pomoči in kako bojo pomoč, v bistvu, kako bojo te pogoje izpolnili, tudi speljati. Tako da Grčija, kot veste, je zdaj začela rasti. Je pa velika škoda, ki jo je naredil Varoufakis v tem, da v bistvu je prekinil tisto rast, je spet padec bil nazaj v negativno špiralo Grčije in vseh tistih problemov, ki so bili. Prej, ko ste govorili o evroconi, ste izpostavljali, vidva oba dva, da te problemi izhajajo iz nekih trgovinskih nesorazmerij v trgovinski menjavi, kapitalskih tokovih in tako naprej. Ampak tukaj ste bili pa zelo ostri, da o kakšnem odpisu dolgov, da to pa... Ne, pogledajte, odpis dolgov je bil dejansko narejen. Narejen je bil pa tako, da so se dolgovi, da so se izjemno podaljšali roki odplačila in znižali obrestne mere. In če zračunate neto sedanjo vrednost tega ali pa sedanjo vrednost dolgov potem, ko so se spremenili pogoji teh dolgov, smo odpisali približno, če se jaz prvo spomnim, približno 55% sedanje vrednosti teh dolgov. Tako da mi smo ta odpis že naredili, saj samo še pol ostali še nekaj čez 40%, nominalno se ga pa ne da odpisati, ga pa ni možno odpisati, ker so bila pač pravila taka, da so bili neodpisljivi. Tako da mi smo jih, bi rekel, vrednostno odpisali,
kolikor se jih je takrat dal. Se smo porinali to, ne vem, nekako na 50 let vnaprej, pa na obrestno mero, koliko je bila, ko si ti podpisal. Je bila 4, pol je pa padla na 0,5. Ja, tako da to je pomenilo, da smo odpisali praktično dolgove. Pri tem pa, kar sem pa res zameril Grkom, je bilo pa to, imajo svoje predstavništvo, svoje ambasade, niti oglasili se niso. Mi smo najeli kredite, da smo njim kredite dali v najtežji situaciji, v kateri smo bili. In niti toliko niso bili, da bi prišli pa povedali, da imajo te težave, pa se začeli pogovarjati. Ampak je prišel z kamerami, kamere so sledili pač njegovemu Jopiču, usnjenemu Jopiču v tisto dvorano in povedal, da moramo vse dolgove odpisati, da se je on to zdaj odločil in da je bil za to izvoljen. Mi pa kredite najemali v najtežji situaciji, da smo jim njim dajali in odpisovali. Narekovaju, pač zmanjševali vrednost. Lahko bi pa isto naredili. Zdaj, če se nam izteka, pa bi za konec mogoče samo še to, nekako splošno sprejeto je prepričanje, da zdaj ta konjunktura traja že dovolj časa, da slejko prej nas čaka nova kriza, ker je po vsej verjetnosti res, neki cikli so čisto običajni, ampak to nikakor ne pomeni nujno kriza take globine, kot je bila ta zadnja, ki je imela neke svoje specifike. Kako vi gledate na te napovedi? Najbolj pozitiven bo. Od tiste krize, ki je bila, meni se zdi, 1987 borzna kriza, to je bila prva kriza sodobnega tipa, to so postale asimetrične krize, kot nek sunek pride kar naenkrat in je praktično nenapovedljiv. To krizo Lehman Brothers je bilo zelo težko napovedati, UNE tudi ni bila napovedana in pol vedno države na to reagirajo, predvsem z monetarno politiko, no tudi s fiskalno, mi smo jo takrat usklajevali, tako da se, jaz mislim, se preveč ni zabati, zabati se je bil razmer, kot nastajajo v svetu, da potem mi G20 nimamo več, ampak se med sabo carine dvigajo in v tem primeru bo pa kriza globoka in dolga, ker svet je prepleten med sabo. In ta prepletenost se bo prenesla nazaj. Če zdaj Združene države mislijo, da če oni uvedejo carine in začne padati povpraševanje po svetu, da to ne bo k njim nazaj pa šlo, potem se globoko motijo. Bo ne. Tudi oni bodo padli. Če gospod Mravor. Ne, lahko tudi gremo do gospoda Šušteršiča. Jaz mislim, da približno to drži, kar je bilo povedano. Kažejo znaki sedaj jasno, da se bo gospodarska rast znižala, je pa verjetno tudi zelo jasno, da take krize, kot je bila ta zadnja, ni za pričakovati vsake 10 let. Minili 70 let od prejšnje, te približno. Dobro, mest so bile tudi vojne, vse živo in po mojem so res večje nevarnosti tukaj, se pravi v tej trgovinski politiki. Dobro, zdaj mi tukaj spadamo kaj šlogarce, da nismo čisto šlogarce, jaz se strinjam s tem, takšne krize finančne, gospodarske, kot se je zadnja pojavila, se pojavljajo 2-3 na 100 let, tako da jaz ne verjamem, da in seveda tudi upam hkrati, da smo zelo blizu kakšnim takšnim podobnim dogodkom. Jaz verjamem, da se finančni sistem toliko doreguliral in tudi sicer predpisi v svetu in globalno, da je dovolj mehanizmov, ki lahko preprečujejo tako zelo globoke krize. Vsekakor pa lahko pričakujemo, v kontekstu tako imenega Schumpetra, te cikle, ki bodo pomenili malo višjo gospodarsko rast, pa malo nižjo, pa ohlajanje gospodarske rasti, kar je seveda nujno zato, da se gospodarstvo in finance ekvilibrirajo in da tisto, kar je presežkov in kar je neracionalno, da se prečisti. In v tem smislu je to, zdrava, ciklična, zmerno ciklična gospodarska rast. Jaz sem zmerni optimist in verjamem, da v doglednem času ne bomo pričakali ali pa videli kakšne zelo hude globalne krize. Seveda, če bodo globalni playerji ključni, govorimo o velikih svetovnih gospodarskih silah,
delovali racionalno ali pa se izmerno racionalno. Zdaj v zadnjem času seveda vidimo, da je ena od velikih sil, o katerih smo že govorili, ni ravno maksimalno racionalna, ampak preko tudi te volilni ciklusi so takšni, zlasti naprimer v ZDA, da vse po 8 letih pride do normalizacije, če vmes se zgodi kakšno presenečenje. Tako da upajmo, da se bo tudi ta globalna ekonomska politika stabilizirala in normalizirala. No, če se jaz strinjam s tem, da je pač ohlajanje možno in tudi, da lahko pride do teh posledic, o katerih je Križanič govoril. Pa če pogledamo, kako bo to vplivalo na Slovenijo, pa menim, da je v Sloveniji pač situacija trenutno precej drugačna, kot je bila pred to finančno krizo, pa gospodarsko, ki je pri nas bila bistveno globja, kot je bila druge. In tudi dlje časa je trajala. Jaz mislim, da kaj tazga ob tem, zdaj zadolžitvi podjetij in v tej situaciji, kot jo imamo, te rezistentnosti gospodarstva, in jaz mislim, da je težko pričakovati. To se pravi, če pride do krize, zelo verjetno ne bo tako naša globja, kot je pa ta osnovna kriza. Ne pričakujem pa, da bo prišlo do krize, ki bi bila tako globoka, se popolnoma strinjam. Sicer pa šlogarce, pa ekonomisti, imam zelo rad tisto reklo Mencingerja, ki pravi, če si dosti dolg na svetu ekonomist, enkrat boš imel sigurno prav. Okay, pač pa z zmernim optimizmom in upanjem za zmerno racionalnost zaključujemo ta pogovor. Jaz poslušalce Radia Študent še vabim, da se nam danes pridružijo na dogodkih, ki jih organiziramo v Švicariji, v Tivoliju. Ob 4 imamo predvolilno soočenje s temo kulture v Evropske uniji, se pravi na temo evropskih volitev. Ob 6 ujemi me, če me moraš, kako se preganja gospodarski kriminal. In pa ob 8 pogovor s Matjažem Kekom, Fuzbal je biznis. Če se pa vsem gostom lepo zahvaljujem za čas in ostanite še naprej na 89,3. A imamo vse. Sendviči s posebno ček. Nepremočljive vetrovke ček. Udobna pohodna obutev ček. Ajde, pičimo. Naslednji, prosim. Ja, zdravo. Mi smo prišli prijaviti dolgi pohod skozi institucije. Gospod, poglejte, najprej boste šli lepo po številko, počakali, da se vaša številka prikaže tamle na zaslonu in potem boste vstopili z izpolnjenim B315. Ja,